Lep pozdrav vsem, najprej eno srečno in zdravo novo leto, veliko uspeha pri vašem delu. S predsednikom sem se pogovarjala o imenovanju varuha oziroma varuhinje človekovih pravic. Izmenjala sva stališča glede tega. Mi smo pač predstavili naše videnje in glede na to, da se dokončno o varuhu oziroma varuhinji nismo opredelili, smo mu tudi to zadevo predstavili, tako da pri nas zaenkrat obstajajo 3 imena, za katere se lahko opredelimo v nadaljevanju, da dobijo podporo, dokončno odločitev pa bomo seveda sprejeli na poslanski skupini in v okviru organov stranke, takrat, ko bojo predlogi strani predsednika in posredovali pa državni zbor. Se pričujem, katera 3 imena so to? O imenih, tako kot zadnjih za guvernerja, ne bom se opredeljeval, tako da lahko govorimo na splošno. Mi neke preference imamo, glede kriterijev pa ostajamo na enakem stališču, kot smo bili pri vseh imenovanjih, se pravi, da mora izpolnjevati kandidat kriterije, da ni bil v preteklosti nikjer upleten v kakršnekoli dejanja, ki bi mu kredibilnost izpodbijale. Je za vas, gospod, sprejemljiv gospod Svetina kandidat? Lahko bomo videli v nadaljevanju. Da bila gospod Svetina in gospod Svetlič upleteno kakšna tovrstna dejanja, da ne bi mogla biti na vaši listi? To še nismo preverjali, ko bo kandidat posredovan v državni zbor, bomo tam tudi preverili zadevo in se na osnovi tega tudi odločili glede posameznih kandidatov, ki bodo pač predstavljeni. Hvala lepa. Hvala vam.